HIIT vadba ali visokointenzivna intervalna vadba danes najbolj priljubljena vadba ima en kup pozitivnih učinkov. Z njo lahko v rekordnem času dosežemo resnično dobre rezultate, lahko izgubimo veliko maščobe, lahko povečamo mišično maso, izboljšamo stanje našega srčno-žilnega sistema, lahko izboljšamo profil naših maščob, izboljšamo kondicijo in tako dalje in tako naprej. Seveda, visokointenzivna vadba ima en kup pozitivnih učinkov. Torej, čemu je namenjen ta članek in ta moj posnetek? Rad bi opozoril na naslednje, da kot z ostalimi stvarmi je tudi z visokointenzivno vadbo potrebna tista prava mera. Predvsem pa to pomeni, da je potrebno trening HIIT, se pravi visokointenzivne intervalne vadbe, pravilno zasnovati, časovno in tudi s pravilnimi vajami. Sicer lahko ima namesto vseh pozitivnih učinkov številne negativne. In sam koncept visokointenzivne vadbe zadnje čase prepogosto uporabljen za neučinkovite vadbene programe, ki ne prinašajo rezultatov. Prinašajo poškodbe, pretreniranost, izmučenost z miselnostjo, da vsak trening brez muk in bolečine ne bo prinesel nikakršnega rezultata. Torej, če vidite nekoga, ki dalj časa dela nepravilno in to se utruja te vaje, morate vedeti, da takšen trening ne bo prinesel prav nikakršnih pozitivnih učinkov. Visokointenzivni intervalni trening je torej treba pravilno umestiti v koncept celotnega programa v samo določenem obdobju, se pravi za neko fazo, ki je sestavni del celote. Priporočam vam, da ravno s tem namenom preberete ta pripadajoč članek in seveda z veseljem, če boste imeli kakšno vprašanje, tudi pošljete mail in vam bom nanje odgovoril. Se vidimo, adijo!